Novem mestu na Dolenjskem in Sloveniji nasploh je zelo veliko odličnih kiparjev, ki ustvarjajo v kamnu. Skupina teh se je odločila, da v dolenjski prestolnici ustanovi društvo umetnikov v kamnu Sculpt, ki bo širilo ljubezen do tega likovnega materiala in delovalo povezovalno. Novo društvo ima smele cilje, večina njegovih članov pa ustvarja v dolenjskem kamnu. Društvo se v bistvu ustanavlja na pobudo vseh sodelujočih na dosedanjih kolonijah, delavnicah, kjer smo obdelovali in preoblikovali in ustvarjali v kamnu. Zdaj, naši cilji so v bistvu nadaljevanje tekočega dela, to pomeni že tisto, kar smo ustvarjali, kar smo delali, na področju seveda individualnega ustvarjanja in pa na področju nekega skupnega za širšo skupnost oziroma nek širši interes. Mi že preko 20 let organiziramo, Rudi pa jaz, pa še določeni pomočniki, organiziramo te likovne kolonije v Novem mestu, in kiparske, in slikarske, in mednarodne, in občinske, in medobčinske in tako naprej. Se jih je izvrstilo že kar precej. No, in zadnja leta, ko pa organiziramo te kolonije in delavnice v ustvarjanju v kamnu, smo pa prišli do tega, da smo zdaj pa že na enem takem nivoju in da imamo že toliko članov oziroma teh ustvarjalcev, da bi bilo zelo fajn, če bi mi ustanovili eno društvo. Društvo so ustanovili tudi iz povsem tehničnih razlogov. Mi rabimo razpise, prijavljati se na določene razpise, evropske, lahko tudi občinske, medobčinske, državne. In mi samo kot eni privat umetniki se to nismo mogli oziroma ni bilo tako ugodno. In je bila potreba, da ustanovimo društvo in zato smo se odločili, že par let se o tem pogovarjamo, letos je pa ta ideja dozorela in smo se odločili, da bomo letos pa to realizirali. Želja društva je, da v njihove vrste vstopi tudi mlajša generacija, da spodbudijo njihovo ustvarjalnost. Zdaj, ali smo izkušeni, ne, to je relativna stvar, to je stvar debate. Radi delamo v tem in radi bi delali naprej. To ljubezen do kamna pa se zelo hitro prenese na mlajše rodove, ker kot vemo, kamen mislimo, da je tak mrzel, trd pa tako, ampak ko pa ti otroku pokažeš, jaz vidim pri naših vnučkih, ko otroku pokažeš ta kamen, že ta male kamenčke, kako na morju zbirajo te kamenčke, tako da ko enkrat ti razložiš otroku, potem Rado pa Gabriela v Ljubljani ima že eno ekipo šolarjev, ki jih spodbujata za obdelavo kamna in pravita, da je zelo uspešno. Kot je posebna zgodba tega društva, pa je neponovljiv tudi dolenjski kamen. Mi delamo predvsem, ali pa bom rekel, v največji meri z domačim dolenjskim kamnom. Kamen, ki je tukaj okrog Novega mesta, ki ga poznamo, ki ga mogoče kot gmoto zanemarjamo, ko ga pa obdelamo, pa lahko naredi nekaj lepega z njega, ali v obliki, ali pa v sliki, ki jo sam kamen nosi v sebi, skriva. Nam je prirasel k srcu, predvsem zato, kar sem že prej omenil. Ko kamen odpreš, ko ga začneš obdelovati, vidiš, da v sebi skriva veliko. In ravno to raziskovanje je nekaj, kar te vleče naprej. Velika želja društva je dobiti svoj prostor, kjer bodo lahko ustvarjali in razstavljali. Za zdaj je možnih še več lokacij. Večina članov prihaja z Dolenjske, ne bodo pa se branili novincev z vseh koncev Slovenije. Naši člani so tudi iz drugih krajev, imamo tudi iz Ljubljane, pa Dolenjske Toplice, tudi druge občine. Tako da je pa na Dolenjskem mogoče je ravno to vzrok, ker je delavnica v Zagradu, ki se ukvarja veliko tudi z dolenjskim kamnom, predelavo, obdelavo, kiparjanje in tako naprej z dolenjskim kamnom in restavriranje. In mogoče smo zato tudi mi dobili možnost in željo, da se priključimo k tej delavnici in da tam delamo. Večina članov novopečenega društva se je širši javnosti nedavno predstavila z odmevnim projektom Jantrni zapis v kamnu. Že prihodnje leto pa se bodo aktivno vključili v športno leto, ki ga bodo praznovali v novomeški občini.